Šalom in dobrodošli nazaj v Izrael za Lino. In prav lepo dobrodošli v biblijskem mestu Dor. Mestu, ki so ga ustanovili Kanaanci pred več kot 4000 leti. Utrjenem mestu, ki se je zdelo nepremagljivo. Uspela je celo upreti se Jozuetu in 12 izraelskim rodovom. Tukaj so proizvajali nekaj, kar je bilo vredno veliko več kot zlato. To mesto je bilo tako pomembno, da so ga Rimljani imenovali Sveta Dor, kraljica morij. Odkrejmo to impresivno biblijsko mesto in odkrijmo, kaj je povzročilo propad tega mesta, ki se je zdelo neuničljivo. Torej, če ste pripravljeni, začnimo. Kanaanci so ustanovili mesto Dor kot utrjeno pristaniško mesto. In zato je bila v starih časih veljala za neosvojljivo mesto. Poglejte primer Izraelcev. Ko je Jošua vodil ljudstvo, 12 plemen v obljubljeno deželo, so imeli izjemno težko nalogo, da osvojijo vsa mesta v obljubljeni deželi. In osvajali so mesto za mestom. Vendar pridejo sem v Dor in jim mesta ne uspe zares osvojiti ter ga vzeti zase. Da Jozueju uspe premagati zavezništvo kraljev, ki je vključevalo tudi kralja Dora. Vendar kljub temu, da premaga kralja zunaj mesta, jim mesta ne uspe osvojiti. In zato je Dor ostal v rokah drugih ljudstev stoletja dolgo. Najprej Kanaanci, potem ljudstva z morja, Feničani, skratka, mesto je prehajalo iz rok v roke. In šele v času kralja Salomona je bila priključena Izraelovemu kraljestvu. Kralj Salomon je končno osvojil mesto in tukaj postavil za vladarja moža po imenu Ben Abinadav. Ben Abinadav je bil poročen s Tafat, ki je bila ena od hčera kralja Salomona. Torej je tukaj dobesedno živela ena od princes Izraela. In ni bila kar katerakoli princesa. Tafat je bila še posebej pomembna, tudi zato, ker poznamo njeno ime. Od vseh hčera kralja Salomona poznamo ime samo dveh, Tafat in Bazemat. In prav ti dve sta bili poročeni z guvernerji, ki jih je izbral kralj Salomon. Bili sta vključeni v politične poroke. In vemo, da je bilo to del javne politike kralja Salomona. Tudi njegovo ime Salomon oziroma v hebrejščini Šlomo izhaja iz korena besede šalom, kar pomeni mir. Iskal je mir v svojem času. Včasih mir za vsako ceno. In zato je tudi sam sklepal veliko političnih porok. Spomnimo se tudi, da nam Biblija pripoveduje, da se je poročil s hčerko faraona, zgodovinskega sovražnika Izraela. In to zato, da bi približal Izrael Egiptu. Zato je imel tudi ogromno žena in priležnic. In s to javno politiko je nadaljeval tudi sam. Svojo hčerko, princeso Tafat iz Dora. Kljub slovesu, da je neosvojljivo, bomo zdaj skupaj osvojili mesto Dor. Pridite z mano. Naj vam pokažem še nekaj, če pridemo sem. Na katerokoli območje, poglejte tukaj, odprto območje, lahko vidimo stotine kosov keramike. Poglejte to. Tukaj vidimo keramiko
To je starodavna keramika, ljudje. Verjetno je stara med 2 in 4 tisoč let. In vse to čaka, da pridejo arheologi, zato bomo to vrnili na mesto. In res je čudovito, poglejte to čudo. Vsak košček, ki ga uspemo najti. To tukaj, če združimo vse koščke, lahko ponovno sestavimo zgodovino tega mesta. V Izraelu živim že skoraj 20 let in precej sem navajena na lepoto te države. Ampak moram vam povedati, da me Dor resnično preseneča. Ta kraj je neverjeten. Samo malo vam želim pokazati, kaj vidim. Na eni strani vidimo Sredozemsko morje, veličastno, z njegovimi prozornimi vodami. Tukaj na drugi strani, poglejte z mano, ves hrib, ves vzpon in vse je v cvetju. To nas seveda spomni na Izajevo prerokbo, ki pravi: puščava bo ponovno zacvetela. Moramo se spomniti, da je več kot 60% Izraela puščava in da je velik del območij, ki danes cvetijo, bil nekoč samo puščava. In videti ta kraj na tak način ter vedeti, da tukaj ni bilo nič posajenega, je res neverjetno. In v ozadju seveda že vidimo arheologijo, ki je naš cilj. Ampak medtem, ko gremo tja, resnično uživajmo v tem razgledu, v tej naravni lepoti Judeje in Izraela. Po Salomonovem obdobju je to mesto prešlo skozi roke mnogih ljudstev. Asircev, Babiloncev, Perzijcev, Grkov, Rimljanov. In vsak narod je tukaj pustil svoj pečat. V tem mestu so ogromne zgradbe, vendar je večina njih tukaj pokopanih pod temi griči. Vprašanje je, od kod je prišlo toliko denarja, kako je bilo to mesto tako gospodarsko uspešno. Zdaj bomo odkrili finančno skrivnost mesta Dor. Zdaj se bomo spustili s hriba nazaj proti Sredozemskemu morju in tistim ruševinam s svojimi skrivnostmi bogastva. Stojimo pred starodavno tovarno. In ta tovarna je ustvarjala praktično vse bogastvo, ves denar celotnega svetopisemskega mesta Dor. Toda, kaj so tukaj proizvajali, da je bilo tako dragoceno, da je bilo vredno 3-krat več kot zlato? To je tovarna škrlata, da, tovarna barvila. Nekaj, kar se nam danes morda zdi tako vsakdanje. To je bil eden najdražjih izdelkov v antiki. Škrlatna barva je bila tako težko in drago proizvesti, da so jo izdelovali v zelo majhnih količinah in jo uporabljali le za najboljše izdelke v antičnem svetu. Uporabljali so jo na primer za oblačila kraljevih družin in na predmetih, ki so jih uporabljali za čaščenje Boga. V tabernaklju so bili celo predmeti, ki so uporabljali škrlatno barvo. Bilo je zlato, srebro, najboljši materiali, akacijev les in tudi škrlatna barva je bila tam uporabljena. Bogastvo mesta Dor je pravzaprav nekaj, kar se nam danes morda zdi preprosto. Toda pa so se v tistem času ljudje borili in celo ubijali, da bi dobili vsaj malo te barve. In zdaj bomo skupaj vstopili v tovarno škrlata. Pridite z mano. Vidimo lahko, da je na tem območju še vedno ostal del stene. Lahko vidimo del tega velikega kompleksa. Ampak če nadaljujemo s hojo,
vidimo, da je večina zgradb preprosto izginila. In to je zaradi njegove lokacije. Poglejte, morje je takoj tukaj in skozi tisoče let so valovi udarjali in udarjali in udarjali in udarjali. To povzroči, da je arheologija, ki je zelo blizu obale, običajno prva, ki se bo spremenila v ruševine. Ampak tudi po tisočih letih in valovih morja lahko jasno vidimo ostanke te tovarne. Ampak zakaj so to tako dragoceno tovarno zgradili prav na obali morja? In razlog za to je bil material, iz katerega je bila barva proizvedena. Vijoličasta barva je bila narejena iz mehkužcev, morskih mehkužcev, imenovanih mureks. In ti mehkužci živijo v morju blizu skalnatih območij, kar imamo tukaj naravno v Dorju. Zato je to zelo primerno okolje za vzrejo mehkužcev. Ampak drugi razlog, zakaj so to počeli prav tukaj, je nekoliko manj prijeten. Ker je bilo malo tovarn za pridobivanje škrlata v antičnem svetu, so morale biti vedno ob morju, a hkrati oddaljene od mesta. Kajti vonj, ki je prihajal iz te proizvodnje, so že stari opisovali kot skoraj neznosen. Torej, res smo na obali morja, a še vedno nekoliko oddaljeni od središča mesta Dor, zdaj pa bomo skupaj resnično prišli do morja. Opazite, koliko školjk, polžev in polžkov je ob poti. Torej, to tukaj ni staro, vse to je sodobno. Vendar lahko vidimo, da je to območje primerno za mehkužce in različne vrste. Poglejte tudi tega tukaj. Tako lahko jasno vidimo, da ta sistem majhnih bazenov deluje tudi brez vzdrževanja vse do danes. Ne vem, če je mogoče videti ob tej uri dneva, ko je plima visoka, ampak celotno to območje tukaj za nami je kot velik bazen. Tukaj je bilo glavno gojišče morskih polžev mureks, tukaj v Doru. In tukaj so nabirali ogromno količino teh morskih polžev za tovarno, lomili so njihove školjke in iz njih izvlekli železo. In to železo so nato fermentirali in nato izpostavili soncu. In če je bil postopek pravilno izveden, so dobili barvo, ki je bila lahko modra, vijolična ali škrlatna. In potrebovali so na tisoče mehkužcev, da so proizvedli majhno količino barvila. Zato je bila ta barva tako dragocena. Zaradi dela, zaradi vse infrastrukture, ki je bila potrebna za njeno proizvodnjo, torej v tistem času. V resnici so bili dorjevski mehkužci v starih časih vredni veliko več kot zlato. In reči, da je škrlat, biblijski argaman, bil vreden več kot zlato, ni pretiravanje. Imamo zgodovinske dokaze za to dejstvo. Na primer, ko je rimski cesar Dioklecijan v svojem uradnem ediktu zapisal, da je bil 1 funt škrlata vreden približno 3 funte zlata. Seveda se je cena skozi staro zgodovino spreminjala, vendar je bila škrlat vedno ekskluziven izdelek, namenjen le bogatim kraljevim družinam in starodavnim templjem. In morda si lahko predstavljamo samo Tafati, Salomonovo hčer, princeso iz Dora, kako nosi škrlatna oblačila, medtem ko hodi tukaj po mestu. Težko je pokazati na videu, kako čudovit je ta kraj.
Zdi se, kot da smo resnično v raju na zemlji. In še nekaj drugega mi pade v oči medtem, ko hodim. Ne vem, če lahko slišite. Tu je celo območje, kjer so tla v celoti iz školjk. Poglejte tole. In spet to se povezuje z kamnitimi formacijami in zato so že v starih časih v Doru ljudje ugotovili, da bi bilo tukaj res popolno mesto za njihovo tovarno vijoličaste barve. Ko so Rimljani osvojili mesto Dor, so ga še dodatno razširili. Večina zgradb, ki jih vidimo, je iz rimskega obdobja. In bolj natančno, ta kolosalna stavba je bila poganski tempelj. Čeprav je Dor svetopisemsko mesto, je bila večino svoje zgodovine mesto čaščenja. Pogansko čaščenje in malikovanje. Mesto Dor je bilo za Rimljane tako pomembno, da so mu podelili poseben pravni status. Bila je kot avtonomno mesto, rimsko mestno državo. In tako pomembna je bila, da je imela pravico kovati lastne kovance. Pri arheoloških izkopavanjih, ki so jih opravili na tem mestu, čeprav jih ni bilo veliko, so tukaj našli več kot 50 kovancev iz Dora. Na njih je bilo napisano Sveta Dor, kraljica Mori. Ker je sveta, ker je zanje tukaj dobesedno potekalo malikovanje njihovih čaščenih podob. Torej si predstavljajte ogromen tempelj, ki se je dvigal do neba, in tudi kraljico Mori, ker v tem mestu ni bilo le enega pristanišča. Bila so kar 3 pristanišča. Tukaj je bila ena izmed vhodnih in izhodnih vrat za vso deželo Izrael skozi zgodovino. In zato je tisti, ki je nadzoroval Dor, nadzoroval velik del pomorske trgovine. Prebivalstvo Dora je v rimskem obdobju tako naraslo, da so zgradili nov vodovodni sistem za mesto. Ogromen akvadukt, dolg 12 kilometrov. Mesto je v rimskem obdobju raslo in cvetelo. Kaj se je torej zgodilo s tem mestom? Zakaj so danes ostale le ruševine? Dor ni bila uničena zaradi vojne ali potresov. Tako kot večina starodavnih mest v Izraelu, ki so danes v ruševinah. Kakšna skrivnost je povzročila konec tega mesta? Ni bila nobena pandemija, ni bila nobena naravna nesreča. Kar je povzročilo konec tega mesta, je bilo javni gradbeni projekt. Ja, dovolite, da vam razložim. Nedaleč od tukaj, na jugu, je še eno rimsko mesto. Mesto Caesarea Maritima. Tudi to je mesto ob morju. Tam je bilo majhno ribiško pristanišče, vendar nič takega, kar bi lahko konkuriralo tukajšnjemu Doru. A vse se spremeni s kraljem Herodom Velikim. On spremeni Cezarejo v veliko mesto in tam zgradi ogromno pristanišče. Pristanišče, ki je veliko večje in globlje od pristanišča v Doru. In zato, ko so ladje, ki so plule po Sredozemlju, potrebovale kraj za postanek, so vse raje izbrale Cezarejo. Pravzaprav se je del ljudi, ki so tukaj delali v pomorstvu, začel seliti v Cezarejo. Dor ni izginil zaradi nobene tragedije. Ampak zato, ker mesto preprosto ni imelo več svojega velikega pomorskega pomena. Zaradi pristanišča v Cezareji prebivalstvo je počasi zapuščalo mesto. In tudi druge tovarne za proizvodnjo škrlata so začeli odpirati drugje, predvsem bolj na severu. In brez izključne pravice do škrlata in brez izključnosti tega velikega pristanišča mesto izgubi svoj gospodarski pomen. In preprosto mesto bo zapuščeno.
in ostalo bo v ruševinah. To veliko mesto je preprosto končalo v pozabi. Torej, to veliko mesto, ki se je dvigovalo do neba in se je zdelo nepremagljivo ter neuničljivo, je preprosto izginilo iz zgodovine. In samo ruševine so ostale tukaj, da se lahko vrnemo in pripovedujemo o slavi preteklosti Dora. Upam, da vam je bil današnji video všeč. Če vam je bil, ne pozabite dati všeček. Se vidimo naslednji teden.